Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. V imenu knjižnice Brežice vam izrekam dobrodošlico, vas pozdravljam na literarnem večeru, ki ga organiziramo v sklopu projekta Posavci beremo skupaj. Posavci beremo skupaj je skupni nastop knjižnic Posavja na področju bralne kulture. Z združenimi močmi želimo širiti svoje bralne obzorja in tako svojim bralcem ponuditi izbor kakovostnejšega leposlovja, v katerem so enakovredno osvetljeni tako naši kot tuji literarni ustvarjalci. Bralni projekt poteka v vseh enotah knjižnice Brežice, Valvazorjeve knjižnice Krško in knjižnice Sevnica med 21. marcem in 20. novembrom. Več o projektu imate izloženih oziroma v zgibankah. Pozdravljam gospo Heleno Cestnik, avtorico knjig Klepet za boj in Pletilina pesem. Avtorico je k pisanju pritegnila želja pustiti sled, da je nekoč na tem svetu drobnih čudežev Helena bila boj za življenje. Ob vsakodnevnih navidezno nepomembnih dogodkih nas preseneča tudi okretnost slovenskega jezika. Pogovor z avtorico bo vodila gospa Marija Lelič. Prav lep dober večer, želim vsem skupaj, imam posebno čast, da vam danes predstavim dve knjigi moje nekdanje dijakinje in tudi kolegice iz šole, Helene Cestnik. Obe knjigi sta nastali po tragičnih, bi rekla, dogodkih v njenem življenju in v pisanju je iskala in mislim, da tudi uspešno našla rešitev za svoje težave. Ko se je zgodila nesreča z boleznijo in ko mi je povedala, sem bila brez besed. Pravzaprav še danes težko govorim o tem. Veliko sva se pogovarjali, poskušala sem jo prepričati, da se da vsem rečem priti do dna, da se da pomagati, če ima človek voljo, da uspe in tudi živi in ozdravi. Alenki je pisanje pomagalo, da se danes bolje počuti, da je našla samo sebe, da si zaupa, da je postala drugačna, močna ženska. V prvi knjigi Klepet s seboj je pravzaprav nekje ena zgodba, ki govori o tem, kaj se je vse dogajalo. Pravzaprav bi lahko rekli, da spremlja svoje življenje oziroma da pripoveduje o svojem življenju od začetka bolezni, pa potem nekje vse te stiske, ki jih je medtem doživljala, ne samo ona, ampak vsa njena družina. Medtem ko je druga knjiga Pletilina pesem pa drugačna, tej je Alenka že našla sama sebe, je jezikovno posebno lepa, stilno drugačna in skratka jezikovno prelepa in bogata. Želim vam prijeten večer in prisluhnite. Heleno Cestnik bom pravzaprav predstavila v treh osebah. Najprej sem jo spoznala kot drobno deklico v razredu, prvem letniku gimnazije, ko je tiho kot miška sedela v prvi klopi in spremljala besede, jih dejansko požirala in se trudila naučiti se čim več in seveda je to tudi uspela. Potem se je vrnila v šolo kot moja kolegica in danes imam veliko čast, da jo predstavljam kot avtorico dveh zelo lepih knjig, zelo lepih posebnih pripovedi in izpovedi. To sta Klepet s seboj in Pletilina pesem. Helena Cestnik je to. Lepo pozdravljeni, vesela sem, da ste se zbrali tule, da vam povem še tisto, kar mi leži na srcu. Najprej mogoče zakaj Helena. Jaz sem začela pisati zato, da sem
reševala svoje življenje. In ko stopim v svet besed, sem drug človek. Duša in telo postaneta lažje, bolečine prenehajo in po noči, največkrat po noči pišem, ko sem nespečna in besede mi krajšajo čas. Z njimi poletim, včasih se mi zdi, da sem kot metulj in mi je neskončno lepo. Potem bi rada pojasnila na začetku še, da me kar malce zbode beseda pisateljica, sama sebe nimam in najbrž nikoli ne bom mogla imeti za kaj takšnega, za takšne osebe, kot so osebe Sigrid Undset ali Pearl Bach ali Herta Miller. Skratka, zame so to pisateljice, jaz sem pa pripovedovalka nočnih ur, tkalka besed. In zdaj bi odgovorila na vprašanje, kaj mi je pomenilo delo z učenci. Še posebej sem vesela, ker vidim tu tudi dve svoje učenki in še posebej iz srca pozdravljam. Če mi je zakaj hudo v preteklosti, mi je zato, da ne moram več poučevati. In morda bivši kolegi težko razumejo, da ne morem prestopiti praga gimnazije, kajti če bi ga, se mi zdi, da bi se samo sesula dobesedno. Dijaki mi pomenijo več kot dijake. So moji prijatelji na poti skozi to ozko človeško, življenjsko tesen. Mi je najprej pomagala moja učenka Nina, pa tudi drugi učenci me obiskujejo in to mi bogati življenje. Vsako življenje ima verjetno kup pasti, kup lepih in manj lepih trenutkov. Meni se je zgodilo to, da sem izgubljala moč in ko ti nekaj je, pa ne moreš nikomor pokazati, nikomor povedati, da moči ni, da je glas šibek, včasih bi ga obvladala takšen prostor brez mikrofona, danes nikakor ne več. Ampak to je težko sprijeti, težko verjeti in potem je kot strela jasnega udarila beseda Parkinsonova bolezen. Če ne bi bilo tega Parkinsona, najbrž se tudi danes ne bi odločila spregovoriti. Želela sem ostati anonimna, ampak se mi zdi, da lahko tako za svoje kolege v društvu Trebetlika in za tiste, ki niso tam, največ storim tako, da spregovorim. Pa beseda Parkinson ni bila dovolj, čez pol leta je padla diagnoza rak. Takrat sem se zavedla svoje krhkosti, minljivosti življenja in sem začela pisati. Mislim, da je bilo to po drugi operaciji, tretji dan po drugi operaciji. Da bo za mano nekaj ostalo, da bo sta otroka imela kakšno besedo od mame, ker je najbrž najstniku težko razumeti, da se mama lahko tudi poslovi za zmeraj. Tako sem začela pisati klepet s seboj in ugotovila, da mi neizmerno pomaga besedovanje. Torej, nisem potem pri pregledu knjige nič popravila, zastavila sem se cilj, naj bo to pravljica, ki se srečno konča in nekako čutim, da to, kar se zastavimo, da se nam tudi dogaja. Vse, česar sem se bala. Bala sem se raka, pa propadanja možganov, pa me je doletelo. Hkrati se mi pa uresničuje tudi vse, kar sem si zares želela. In to je pisati, še prej pa biti mama, profesorica, vse se uresniči. Pa druga diagnoza raka še ni zadoščala, potem je bila postavljena še tretja diagnoza, predrakasto stanje, pa sem še to prestala, na kar pa je prišlo najhujše od vsega, zaplet z zdravili in
tisto, ko se dogaja nekaj mimo tvojega telesa, mimo tvojega uma, pa ne moreš storiti prav ničesar. Ne ukvarjam se več z vprašanjem, kaj bo, če ne bo. Živim ta trenutek, ki je vsako jutro posebej lep. Zjutraj mi poje zbor, ptičji zbor, vse je v poplju, pozimi je pač lep sneg, vedno je kaj, vsako jutro je posebej lepo in življenje je dar. Ne sekiram se več tako za vsako malenkost, zato me predvsem starši in moja družina kar težko prepoznajo, ker sem se v preteklih 5 letih, bi rekli, spremenila načisto. Če se ne bi, verjetno bi bilo težje preživeti vse skupaj. Včasih je, torej stvari so takšne, kot so. Pomembno pa je, s katere strani jih pogledamo. Če želimo videti temno, vidimo temno, če ne, pa tudi drugače. In jaz sem se zavestno odločila iskati svetlejši pogled in iti lažje.